Vidite, postopki so odprti, postopki tečejo, koalicijske stranke bodo pač tiste, ki bodo se izjasnili o kandidatih in pač izrekli podporo ali ne podporo našim dvema kandidatoma. Menimo, da bi predlog za ustavne sodnike moral biti uravnotežen, se pravi, da ima ta koalicija in opozicija da s predlogi po dveh kandidatov, tako da bi te 4 kandidate lahko izvolili z čim večjim, čim boljšim soglasjem. Predsednik ima 4 kandidate, oziroma 3 izbrane, tako favorite, zdaj ti 3 grejo tako v to polarizacijo, ki ga vi omenjate in pol recimo. Vidite, mi predlagamo, oziroma smo za to, da predsednik predlaga cel paket, se pravi vse 4 kandidate. Mi smo povedali 2. Če so doiskali kandidate zunaj tega nabora, pač pričakujemo enak postopek, to se pravi, da bo prišlo do nekega ustreznega dogovora in soglasja med koalicijskimi in opozicijskimi poslanskimi skupinami. To bi smo dobili na koncu nek uravnotežen predlog. Vsaj za katerega od teh dveh, ki jih omenjate, kaj posluha v predsednikovem izboru? Jaz v bistvu pogleda, kaj in kako razmišlja druge poslanske skupine, nimam. Te informacije se zbirajo pri predsedniku. Predsednik bo tisti, ki bo pač v določenem trenutku ugotovil, ali kandidati uživajo zadostno podporo za nadaljevanje postopka v državnem zboru ali ne. Tako da preko tega inventurnega stanja podpore ostalih poslanskih skupin kandidatov, jaz mislim. A pa se tukaj pogovarjate glede podpore ustavnim sodnikom v povezavi s podporo članom fiskalnega sveta v parlamentu? Vemo, da sta to 2 različna postopka, 2 različna predlagatelja, ampak odločate pa poslanci, ali je to vezana trgovina ali ni. Ali vi pričakujete, da boste imeli v fiskalnem svetu človeka, ki bo blizu vaši stranki ali pa bolj všeč opoziciji? No, zdaj, pri vseh postopkih, kjer se izbira več oseb, je na nek način pričakovano, da se upošteva neko načelo sorazmernosti. Vsaka modra oblast, katerakoli že je, pač ta kriterij mora upoštevati. In je smiselno, da ga upošteva tudi, ko smo pač bili mi tisti, ki smo imeli vlado, smo zagotavljali tretjino, tudi opoziciji. Ni bilo nobenih težav. Zdaj, ta mesec, oziroma tej seji, da vsi postopki stekli tako, kot morajo, pa veliko kadrovskih odločitev. Ne samo ustavno sodišče, oziroma ustavni sodniki, ne samo člani fiskalnega sveta. Odločili so tudi o generalnem državnem tožilstvu, o svetu FIHO, o svetu za radiodifuzijo, še kakšni stvari o nadzornikih Slovenskega državnega holdinga. Bo šlo za zahtevne odločitve. Jaz mislim, da vlada bi morala pri takih odločitvah tudi upoštevati voljo tudi drugih, ne samo izključno koalicijski interes. Sploh pri odločitvah, ker se imenovanja opravljajo za daljši rok. Pri ustavnih sodnikih vemo, da gre za 9-letni mandat in pač ta princip je potrebno na način tudi upoštevati. A je realno, da predsednik Republike predlaga kandidate za ustavne sodnike še za to sredo? A je nakazal, da bo to storil? A se boste še posvetovali? No, postopki tečejo, zdaj jaz sem drugi v tem drugem krogu bil na razgovoru pri predsedniku države, so še druge poslanske skupine. Kakšen bo zaključek jutri, poldan, ne vem. In odvisno od tega je tudi odvisno od nadaljevanja teh postopkov, ki bo vodil predsednik. Če je ustreznega soglasja za kandidate na dom, mi stojimo, zagovarjamo princip, da se predlagajo vsi 4 in tudi vsi 4 za zadostno podporo, potem bo najbrž potrebno še kakšen napor narediti, da se pride do tega, z zadostnim številom glasov podprtega
se